jaz sem Ul. Vi gledate slova na easy. Jaz tukaj razlagam slova na najbolj easy način. Danes bomo šli skozi osnove stavka. Saj veste, pri goveji juhi, na primer, ko imamo, ne vem, govedino, korenje, vodo, a ne? To so sestavine. In več, kot je pravih sestavin, boljše je. No, v bistvu, to isto velja za stavke, samo da so pri stavkih sestavine, stavčni členi. In ja, danes bomo to obravnavali. Torej, pri govedini imamo, pri goveji juhi imamo govedino, a ne? Goveje juhe ne moramo imeti brez govedine. Isto velja za povedek in stavek. Torej, brez povedka ni stavka. Ampak mi bomo kar lepo začeli s prvim oziroma osebkom. Osebek je samostalnik v imenovalniku. Torej, je logično, da se vprašamo, kdo ali kaj. Počrtamo ga z eno ravno črto. Odgovor na vprašanje, kdo ali kaj, je pa, ne vem, Miha, luč, kamera, telefon, luč, še enkrat, tako naprej. Tukaj lep pa čisto zraven sta pa pridevnika zraven samostalnika, oziroma temu rečemo tudi besedna zveza. Torej, lep Miha, čist Miha. Ta lep pa čist tudi štejemo kot osebek, zaradi tega, ker je v bistvu besedna zveza okoli Miha. Pol imamo zdaj tukaj govedino oziroma povedek. Povedek nam opiše, kaj se dogaja. Počrtamo ga z vijugasto črto. Je pa pomembno, da imamo pri povedku osebno glagolsko obliko. Kaj to pomeni? Torej, neosebna glagolska oblika je na primer videti, jesti, piti, biti, tako naprej. Moramo ga pa imeti v osebni glagolski obliki. Torej, to je videl. Torej, vemo, da je on videl, ali pa sem jedel. Vemo, da sem jaz jedel. V glavnem, osebna glagolska oblika nam pove, kdo ali kaj je nekaj naredil. Oziroma, kaj je naredil. Zdaj pa tukaj imam primer, je videl, oziroma oči, torej je videl. Torej, tukaj imamo Miha, je videl, a ne? Face pa oči. Naslednji tukaj je predmet. Predmet je isto. Samostalnik, ampak je v vseh sklonih razen imenovalniku, torej od 2. do 6. sklona. Če si še niste ogledali mojega videa o sklonih, ga bom dal takole gor. Ful je easy, verjemite mi. Ja, v glavnem, torej, na hitrico jih bom vse naštel. Drugi sklon je rodilnik, pol imamo dajalnik, tožilnik, mestnik in orodnik. Easy. Ampak tukaj v našem primeru je v 4. sklonu oziroma tožilniku, ja. Koga ali kaj smo videli? Hišo. In pri hišo, oziroma pri predmetu, isto velja kot pri osebku, oziroma besedna zveza je isto. Torej, lepo hišo, veliko hišo, grdo hišo, vse to štejemo kot predmet. Počrtamo ga pa z 2 črtama. In če ta zadnji, oziroma ta zadnji 4 so pa prislona določila. To nam opiše kje, kdaj, kako in zakaj. Torej, kje je kraj, torej lahko sklepamo, da je prislona določilo kraja. Pol imamo, oziroma ja, še preden nadaljujemo, vprašalnica ne rabi vedno kdaj, kje, ampak je lahko tudi od kje, do kje, od kod, tako naprej. Pol imamo kdaj. To lahko sklepamo, da je čas, torej prislona določilo časa. Vprašalnica je lahko druga kot kdaj, na primer, koliko časa, do kdaj, od kdaj in tako naprej. Pol imamo tukaj še kako, torej to je način. Lahko sklepamo, da je prislona določilo načina in še ta zadnji zakaj, oziroma vzrok, lahko sklepamo, da je prislona določilo vzroka. Počrtamo ga s takole v bistvu nagnjeno travico, je malo preveč burja pihala. Tukaj naš primer je luna oziroma ponoči. Zdaj pa, če ste verjetno gledali vse primere, so Miha je videl hišo ponoči. To je stavek z vsemi 4 stavčnimi členi. Zdaj pa, če dam povedek ven, pa boste slišali, da povedek rabimo imeti vedno. Miha hišo ponoči. To, ja, brez povedka ne gre. Ali pa tudi Miha ponoči ali pa hišo ponoči, rabimo vedno imeti povedek. Zdaj pa, lahko imamo tudi brez osebka, torej videl je hišo ponoči, pa je čisto lepo slišati. Ampak bomo pa obravnavali ta primer čisto v bistvu na easy zdajle in bomo samo napisali primer, pa ga bomo počrtali. Zdaj mi dajte čas, da zrihtam tablo, pa se vidimo čez sekund. Evo me, sem že nazaj. Kot vidite, se je tabla še spet kar precej spremenila. Samo tukaj imamo en primer, ki ste ga že prej videli, in še ta drug primer, ki ga pa še niste videli. Začnimo s prvim. Zdaj bomo vse stavčne člene počrtali. Začnimo s osebkom, ja. Kdo ali kaj? Miha. Torej, počrtamo z eno ravno črto in to je osebek.
pol imamo, kaj se dogaja ali pa kaj se je zgodilo, ali pa kaj se je dogajalo, torej je videl in to je povedek. Podčrtamo pa z vijugasto črto. Naslednji imamo, oziroma naslednji je predmet, ja. Oziroma v našem primeru je predmet v 4. sklonu, torej koga ali kaj sem videl, hišo. Podčrtamo z 2 črtama. In še ta zadnji je kdaj, torej prislovno določilo časa, in to je ponoči. Podčrtamo s tako nagnjeno travico. Ampak pri prislovnem določilu je pomemben, da spodaj napišemo p, torej prislovno pika, pol imamo prislovno d, torej pd pika, a ne? Pa še zraven damo, ne vem, časa, načina, v našem primeru č, torej prislovno določilo časa. Ne pozabiti na pike, ker je to okrajšava. Naslednji tukaj primer bomo pa isto naredili. Torej, začnimo, kje bomo tokrat začeli, torej prislovno določilo kraja. To je v gozdu. In že spet, rabimo napisati p, pika, d, pika, pol imamo pa še k, torej kraja. Potem imamo, kaj se je zgodilo ali pa kaj se je dogajalo. Ni bilo, torej to lahko sklepamo, da je povedek, ja. Ni tudi šteje kot povedek v tem primeru. In povedka tukaj spodaj ni osebka, osebka ni, ampak je pa predmet oziroma medveda. V tem primeru je to v 2. sklonu oziroma rodilniku. Podčrtamo pa z 2 velikima, oziroma ne velikima, podčrtamo z 2 črtama. Evo ga, to je to. Če imate kakšne vprašanja, mi jih pišite na mail, ker bom dal spodaj v opis. Spodaj v opis bom dal tudi vse primere, ki so bili v tem videu. Upam, da vam je bil ta video všeč in če vam je bil, ga prosim všečkite. Če vam je bil pa ful všeč, pa se lepo prosim naročite na YouTube kanal Slavna Easy. Lepo se imejte in čau.